To je pač projekt, ki tehnološko sodi na področje pametnih omrežij, naprednih omrežij in cilja na storitve z najvišjo dodano vrednostjo. To pomeni, iščemo poslovne modele, tehnologije, mehanizme, ki bodo uspele našega odjemalca spremeniti iz današnje nekoliko pasivne vloge v angažiranega odjemalca oziroma, tako kot danes temu rečemo strokovno, prosumerja. Na tem projektu se ukvarjamo s tem, bi rekel, kako v pametna omrežja pripeljati neke storitve, ki imajo največjo vrednost za končnega uporabnika. To pomeni, zdaj, če sem nekoliko bolj plastična, kako bi lahko en industrijski odjemalec s pametnimi omrežji zaslužil. Gre celo za največji raziskovalni projekt, ki ga koordinira slovensko podjetje in je financirano s strani Evropske komisije. Projekti, kot je FutureFlow, vsekakor ciljajo v povečanje energetske učinkovitosti, to je res. Zdaj, cilj energetske učinkovitosti je v tem, da s čim manj viri zadostimo čim več porabe. In seveda, katere vire imamo tle v mislih, predvsem fosilne vire. Torej, vsi se borimo za to, da bi za delovanje sistema uporabljali čim manj fosilnih goriv. Seveda se pa ne delamo utvar, da bi lahko s projektom, kot je FutureFlow, v celoti nadomestili neke vire, ki danes v sistemu obstajajo. Sistem potrebuje čim več tovrstnih virov, potrebuje vse vire, ki so na razpolago. Sistemske storitve, ki so dejansko osnova tega projekta, obsegajo tako termoelektrarne, jih zagotavljajo tudi premogovne elektrarne, jih zagotavljajo plinske elektrarne, jih zagotavljajo hidroelektrarne in vse te vire bomo še naprej potrebovali. Je pa res, da